Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je spomladi po razglasitvi epidemije močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo se je tudi povpraševanje po delavcih in s tem povezano zaposlovanje brezposelnih. V prvem valu, torej v mesecih marec in april, porast brezposelnosti oziroma število novo prijavljenih v Posavju ni tako močno poraslo v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Sloveniji. Pač pa je bil večji porast zaznan v maju in juniju, najvišja brezposelnost pa v juliju, tam okoli 3600 brezposelnih oseb. V poletnih mesecih po preklicu epidemije se je stanje na trgu dela nekoliko omililo. Porast zaposlovanja beležijo tudi v septembru in oktobru. Pozitivna gibanja so gotovo vidna, dodaja sogovornica. Izkazujejo se tudi v dejstvu, da je v preteklih letih oktober vedno izstopal po številu brezposelnih iz razloga, ker so se prelili v evidenco iskalci prve zaposlitve, tokrat pa je oktobrska brezposelnost pravzaprav na ravni septembrske. Konec oktobra tako v Posavju beležimo 3394 brezposelnih oseb, kar je 16,9 odstotne točke več kot v oktobru 2019. Na Zavodu za zaposlovanje opažajo, da se je v tem času spremenila tudi struktura brezposelnosti. Novo prijavljeni prihajajo iz dejavnosti, ki so v tem času najbolj prizadete. Veliko priliva beležimo iz predelovalnih dejavnosti, s področja trgovine, drugih poslovnih dejavnosti, tukaj imamo v mislih zlasti zaposlovalne dejavnosti, agencije, področja gostinstva, prevozništva, osebnih storitev in seveda gradbeništva. Brez protikoronskih ukrepov bi bila brezposelnost v Sloveniji danes precej višja, dodaja Mohorkova. V prvih 10 mesecih letošnjega leta v sevniški območni službi Zavoda za zaposlovanje beležijo več kot 2700 novo prijavljenih brezposelnih, kar je 46% več kot v letu 2019. Višji so tudi odlivi. Več je vključitev v zaposlitev, teh je bilo okoli 2000 oziroma 15,8% več kot lani. Sicer pa ocenjujejo, da so predvidevanja na trgu dela zelo negotova. Gotovo so odvisna od uspešnosti obvladovanja epidemije in učinkov ukrepov, ki jih vlada z interventno zakonodajo sprejema in so zlasti na področju trga dela usmerjeni v ohranjanje delovnih mest. Odvisno je tudi seveda od situacije v državah EU, torej v pomembnejših gospodarskih partnericah Slovenije in s tem povezanega ponovnega zagona gospodarske rasti. Gotovo pa bo okrevanje dolgotrajno in postopno.